Dragi otroci, spoštovani starši, učiteljice, vzgojiteljice, cenjeni obiskovalci, dober večer. Z današnjo prireditvijo zaključujemo program Kristjanovega knjižnega nahrbtnika, ki je potekal v šolskem letu 2012-2013. Cilj projekta je predvsem spodbuditi družinsko branje in otrokom približati svet knjige že v njihovem predbralnem obdobju, pozneje pa jih spodbujati na začetku njihove bralne poti. Kristjanovo priznanje so letos osvojili otroci iz različnih osnovnih šol in vrtcev. Priznanje je osvojilo 527 otrok. Prav vsakomur med vami iskreno čestitam. Dragi otroci, vabim vas, da še naprej ostanete zvesti knjigi in branju, ter se skupaj z nami in z vašimi učiteljicami ter starši tudi v prihodnje udeležujete bralnih tekmovanj. Na koncu bi se rada zahvalila vsem tistim, ki ste skozi celo šolsko leto otroke spodbujali k branju in ustvarjanju njihovih umetnin, ter nam tako pomagali pri izvedbi tega projekta. Želim si, da bi vi, mladi bralci, vaši starši, vaše vzgojiteljice in učiteljice tudi v bodoče tako dobro sodelovali. Iskrene čestitke in pozdrave pa vam pošilja tudi naša knjižničarka Vera. Dragi otroci, poleg priznanja ste si za svoj trud prislužili tudi ogled današnje predstave, katera naslov je Gremo na Kokstars. V izvedbi gledališča Kukuc. Sedaj pa dobro poglejte in prisluhnite. Dragi prijatelji, danes boste priča zgodbi, ki jo je napisalo življenje na neki kmetiji tukaj čisto blizu nas. O, poglejte, se že začenja. 3, 4, 1, 2, 3, 4, pozdravljeni piščančki! Koliko vas je danes na naši kmetiji? 1, 2, 3, 4, 9, 143, 503,552. Koliko vas je piščančki? Pa velike kokoši so tudi prišli. Pa petelini. A veste? Prosim? Ne, vem, da niste kokoši, piščančki ste. Ja, no, kaj pa? Ja, človeki ste. A vi človeki ste že prišli vsi na Kokstars? Ja, jaz tudi na Kokstars. A veste, jaz sem nastopal z enim ful cool plesom na Kokstars. Ja, festival Kokstars. A veste, jaz sem vam na Kokstars predstavil z enim ful cool plesom. Ja, a vam zaplešam? Ja, piščančki, vse gre na 4. Ja, samo ne vem še celega, samo tako 3/4, 4/4. Vse gre na 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Emilia! Emilia! Kaj delaš, kaj delaš? Berem zaposlitvene oglase. Zaposlitvene? A se tebi pokažem, kakšen ful cool ples smo se naučili v plesni šoli? Ja, lahko, ja. A ti zaplešam? Ja, lahko, ja. Piščančki so rekli, da je ful cool. A res? Ja,
povedali, da lahko pospravim svoj pisalni stroj, nalivnike in kar gre. A si spet popackala vse dokumente? Nobenih dokumentov nisem popackala. V našo zadrugo so dobili novo tajnico. Novo tajnico? Ja, neko kokoš iz Brežic. Ja, ki obvlada kaj? Računalnik. 300 puhanih piščancev! Računalnik! Ja, pa Excel, pa Windows, internet, pa še Facebook. Emilija, ti si boš našla boljšo službo. Kakšno, če pa ne znam nič drugega kot pisati na pisalni stroj? Ja, eno, čakaj, to je časopis. Zaposlitveni A si ti vedela, da so to službe? Ja sem. Emilija, poglej, a bi ti znala streči v gostilni? Gostilni? Ja, glej, samo tako lepo vzameš pladec, si daš gor kozarčke, tako pomigaš s kokošimi bedrami, pa samo tako elegantno greš. Ja, poskusi. Kako? Elegantno. Aha. Ne, res. Ja, pa samo tako pomigaj s kokošimi bedrcami, piščanke prsi ven. Emilija, glej, lahko bi šla honorarno na jajca sedet. Na jajca sedet? 2 evrota na uro. Ja, poglej, to samo tako lepo sediš pa, jajca greješ, sediš pa, jajca greješ, sediš pa, jajca greješ, poskusi. Lepo sediš pa jajca greješ. Aha. Sediš? Ja. A greješ? Ja, lepo grej. Ja, ne greješ. Grej. Ja, se grejem, no. Ne greješ. Ja! Emilija. Tudi ta služba ni zame. Emilija! A imaš ti kaj glasbenega talenta? Glasbenega talenta, joj, Štefan, se dobro vidi, da ne znam ne peti, ne plesati, a ja, ne. Škoda, veš, ker jaz pa bom plesal na... Kopstars! Ja. Plakati so po celi kmetiji in piščančki so prišli na Kopstars, da bodo navijali zame in kokoši in petelin tam vsi. A res? Ja, na Kopstars, zato pa vadim tale ples, ne? Piščančki, vse gre na 4. Ne, tako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A si ti dobro prebral tale plakat? Ja, dobro. Ne, piščančki, vse gre na 4. Samo takole se pritisne. Vse gre na 4. 1, 2, 3, 4. Štefan! Po mojega pa nisi prebral dobro, kajti na tem plakatu piše, da se na Kopstars lahko prijavijo samo polnoletne živali. Ja, polnoletne živali. Vse gre na 4, ne? Štefan, a ti sploh veš, kaj pomeni biti polnoleten? Da imaš polno let. Ne, to pomeni, da jih imaš 18, ne pa ti tvojih 3/4/7. 18? Kaj pa če je na naši kmetiji 6? Na vseh kmetijah je 18. 18? Ja, ti se že v letu še ne moreš prijaviti na Kopstars.
vse gre, na? Ja, škoda, da niste dosti letni. Takole, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, galantno, vidiš? Ja, piščančki, vi pa gledajte, če bo znala galantno. 1, 2, ja, na 4, 3, 4. Piščančki, a je to galantno? Ne, so rekli ne, še enkrat, na 4. Ne, tako, naslednja kokopleksna stvar se imenuje kokobit. Kokobit? Ja, poglej, zelo je galantno. 1, 2, 3, 4, ne? Ja. No, zdaj pa piščančki. 1, 2, 3, 4. Piščančki so rekli ne. Ja, ne? No, zdaj pa pride. Jaz samo ne vem, če bi ti to povedal, Emilija. Vse mi ni treba. No pa kaj ti bom, ker greš na mesto mene na kokter, ampak piščančki in kako še, to ostane na naši kmetiji, ker to je res top sekret. Top sekret? Top sekret? To sem si sam zmislil za kokter. Res? To je top sekret, imenuje se pa, da Štefan Obrat. Da Štefan Obrat? Da Štefan Obrat, tako. In za osnovne drže. Lahko ploskati. Wow! Torej iz osnovne drže. Ja, in potem da Štefan Obrat. 1, 2, 3, 4. Ne, še to ni. A ni bilo? Ne, a ne, ne? Ne, bolj kako, a? Ja. Aha. Drugo stran. Aha. Tako? Ja, Emilija, če bi te zdaj videla naša učiteljstva s plesne šole, a veš, kako bi ti rekla? Rekla bi ti, Emilija, slabše ne more biti, boljše je pa lahko. A ne? Mene tako hvali vsak dan. Ja, no, se moraš hvaliti, ampak Emilija, jaz mislim, da si ti pripravljena za Kokstars. Ampak, jaz raje ne bi šla, veš. Kako ne bi šla? A ne vidiš, vsi ti ploskajo, potem veš, koliko je ura. Ja, kmalu bo 6. Kmalu bo 6? Aha. Ob 6 pa imamo mi plesne vaje. Emilija, ti vadi ples. Vse bo v redu. Ples, petje. O, petje. Ja. Vem, poklical bom Wolfija. Wolfi zna peti. Ja, vadi, hitro. O, tukaj pa že pripravljajo za Kokstars. Spomnim se tega odra. 1000 glava množica, od tega 600 glav živine, vse drugo perutnina. O, moji navijači, kakšen aplavz. To je bila moja vstopnica v svet slave. Dobri stari festival Kokstars. Wolfi! Emilija, pozdravljena. Pozdravljen, Wolfi, prijavila sem se na Kokstars, ampak ne znam ne peti in ne plesati. Vem. In zato je tukaj tvoj glasbeni učitelj. In vsake dobre pevske vaje se začno s pravo intonacijo in pevsko držo. Kako lepo si zaigral. Emilija, zapoj intonacijo. A to moram... Greva malce niže. Pustiva
intonacijo. Poglej, pevska drža. Pevska, tako. Poglej, kako vadimo pevsko držo, tako. Knjigo na glavi, vzravnaj se in gremo na melodije. To bo že šlo. Dobro me poslušaj. Zdaj pa zapoj in pevska drža. Knjiga ne sme pasti z glave 3-4. Emilija, greva malce niže, malce niže. Emilija, a ti sploh znaš zapeti kakšno pesem? Ja, eno, ampak ne čisto cele. Katero? Tole. A window push shattered every day. And afraid I don't fire it love again. Mama, everything I'm gonna say is alright. Oh, yeah, Emilija! everything. Emilija! S to pesmijo ne moreš na Cockstars. Da ne? Seveda ne. Na Cockstars se moraš predstaviti z avtorsko skladbo. Njih pa ne poznam. Potem si moraš napisati novo pesem. Takšna bo tebi najbolje na perje pisana. Jaz ti jo bom uglasbil, Emilija, ampak vadi. To je ključ do uspeha. Ja. Vadi in ne pozabi, pevska drža. Piščančki, le glejte, če se bo pevsko držala. Ja. Pa srečno! Hvala, Wolfi. Srečno! Torej si moram napisati pesem, eno tako, ki bo meni na perje pisana. A ste vi že kdaj pisali pesmi? A mi boste pomagali? A mogoče kdo ve, kakšen bi lahko bil naslov mojih pesmi? No, povej. Cockstars. Kikiriki. Krasno. A imaš še do kakšno zamisel? Mi smo veseli. Krasno. Veste kaj, se bom kar lotila prve kitice in tale naslov pustila za na konec. Takole. In že vem. Vedno so mi rekli, ti si le kokoš. Kokoš. Kaj se rima na kokoš? Boš, ja. Že vem. Vedno so mi rekli, ti si le kokoš, več kot tajnica, nikoli ne. Boš, tako, ja. A jaz sem rekla si na glas? Kaj sem si pa rekla? Že vem. Vsi naj le govorijo, da kokoši ne letijo, ja pa še rima se. Tako se je naša Emilija resno lotila dela. Vsako jutro je vstala že zelo zgodaj, še preden je Petelin prvič zapel. In tako je začela s plesnimi koraki, ki se jih je naučila v plesni šoli, v kateri pleše Štefan. 1 in 2 in 3 in 4 in 1 in 2 in 3 in 4. Nato je vadila intonacijo in Wolfijeve melodije. Vedno so mi rekli, ti si le kokoš, več kot tajnica nikoli ne boš. Ob večerih pa je natančno prebirala knjige, ki jih je dobila od gospe učiteljice Sofije.
vsaka kokoš lahko postane velika glasbena zvezda, če je le dovolj pridna. In jaz sem pridna. A mi boste držali pesti za Cock Stars? Ja! Komaj čakam, komaj čakam. Dragi prijatelji, dame in gospodje, spoštovane živali vseh slovenskih kmetij, ponovno pozdravljeni na festivalu Cock Stars! Dobrodošli na festivalu, kjer iščemo novo zvezdo vseslovenske kmetijske estrade. A je že Cock Stars? Za vse tiste, ki ste se nam pridružili v tem trenutku, naj ponosno predstavim našo cenjeno komisijo. To je ljudstvo, ki s svojimi aplavzi določa, koga želi za svojega glasbenega idola. Naša cenjena publika torej z jakostjo in dolžino svojih aplavzov odloča o zmagovalcu. Ostala nam je le še zadnja tekmovalna skladba z naslovom Vse, kar si želim. Izvajajo kokoš Emilija. Vedno so mi rekli, ti si le kokoš. Več kot tajnica nikoli ne boš. A jaz sem rekla si na dan. Sijaj, le govorijo. Tako koši ne letijo. Vse, kar si želim, se mi lahko prepuni, ne bi se skrivnost vsem, da ni gre tako ne bo. Sluhnite mi vsi, veliki in majhni, prihodnost je naš čas. Vsakem od nas. Tako je, dragi prijatelji, naša kokoš Emilija zmagala na festivalu Cock Stars in postala velika glasbena zvezda. Tako je naša mala kokoš postala velika zvezda, ki se vam zahvaljuje za mega aplavze in vam sporoča, da pojdite in spremenite svet.